etika in vključujoča znanost v obzorju Evropa. Kot veste, se v našem neposrednem okolju dogajajo pomembne spremembe, za katere menimo, da gredo v pravi smeri, ki bodo seveda omogočali bistveno hitrejše znanstvene preboje, istočasno pa končno začele skrbeti tudi za etičnost raziskovanja na vseh nivojih. Ker seveda določen način vrednotenja raziskovalne dejavnosti v preteklih letih nas je seveda usmeril v iskanje nekih drugih rezultatov znanosti, ne pa tistih, kateri bi morali za znanstveniki biti prvotno pomembni. In seveda, ker so ti sistemske rešitve bile s strani financerjev nekako vpeljane, je seveda potem to vodilo do prilagoditve raziskovalcev, ki seveda ni bila nekako dobra oziroma ni dala pričakovanih rešitev. Poleg tega je danes so znanstveni izzivi tako široki, tako pomembni, da je nujno širše sodelovanje. Majhne skupine lahko naredijo majhne priboje, razen na določenih specifičnih področjih, ki vsekakor jih moramo pripoznati, ampak večinoma izzivov, ki se jih lotevamo v zadnjih časih, ne gre reševati z manjšimi skupinami. Tukaj je potrebna interdisciplinarnost, tukaj je potrebna dejansko transdisciplinarnost, širše povezovanje in vključujoča znanost. Seveda, da bo znanost vključujoča, pa moramo poskrbeti, da bo odprta. Kar pomeni, da bomo naše raziskovalne podatke, metodologije in rezultate čim širše delili, seveda v primeru, da so financirani z javnimi sredstvi in da tukaj ne obstajajo kakršnekoli strateški, obrambni, obveščevalni ali kakršnikoli drugi zadržki, kar seveda pri nekaterih raziskavah prav tako moramo prepoznavati. Ampak širše raziskave, torej v prihodnje bodo odprte, kar nenazadnje tudi Evropska komisija s svojim programom Horizon Europe sedaj širše promovira. Če samo pogledate portal, ki ga je naredila za objavljanje znanstvenih izsledkov, v odprtem dostopu, ki dejansko postavlja neki novi mejnik za prihodnje delovanje in objavljanje naših rezultatov v smislu živih člankov, ki so recenzirani, ki so širše dostopni in seveda potem tudi s spremljajočimi znanstvenimi podatki, ki so potem po principu fair dostopni in tudi dalje uporabni. Seveda, za vse nas to pomenijo neke nove načine delovanja, novo filozofijo, ki jo moramo najprej privzeti in potem tudi načine, kako bomo to udejanjali. V Republiki Sloveniji seveda se tega lotevamo odgovorno, predvsem v sodelovanju s strokovnjaki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki imajo tukaj najpodrobnejše informacije, nas usmerjajo, seveda gradimo novi sistem v prihodnjem 10-letnem obdobju, za katerega verjamemo, da nam bo pomagal spremeniti našo znanstveno okolje v smislu večje kvalitete in kot sem že na začetku omenil, jaz osebno se veselim zagotovo večjega sodelovanja med raziskovalnimi skupinami tudi v Sloveniji. Žal je tako, da raziskovalne skupine v Sloveniji imajo izjemno dobra sodelovanja z raziskovalnimi skupinami preko meje, kjerkoli po svetu, znotraj Slovenije pa nam to gre malo slabše od roke. Verjamemo, da s sistemskimi ukrepi v prihodnje bo to vzpodbujeno, kako bomo pa to implementirali in v kakšnem okolju bomo delali, pa bodo dejansko danes z nami delili strokovnjaki iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, in sicer najprej dr. Ivan Skubic, ki je nacionalna kontaktna oseba v Grozdu 4 za področje vesolja, nato dr. Andrea Umek Venturini, nacionalna kontaktna oseba za Evropski raziskovalni svet in v Grozdu 4 za digitalno področje, ter gospa Uršula Konečnik, nacionalna kontaktna oseba za znanost za družbo in za njo in sekretarka Komisije za enake možnosti na področju znanosti. Spoštovani gosti, veselimo se druženja z vami in veselimo se vaših informacij, ki nam jih boste predali. Brigita, vračam vam besedo. Hvala. Hvala lepa, gospod prorektor, za uvodne besede. Predlagam, da kar nadaljujemo s programom in k besedi vabim dr. Ivana Škubica, ki nam bo predstavil odprto znanost v obzorju Evropa. Dr. Škubic, izvolite.
Ivan, mikrofon imaš izključen. Aha, se slišimo? Odlično. Super, najlepša hvala. Torej, najlepša hvala za besedo in pa za ta uvod profesorju prorektorju. Jaz vas bom predstavil zelo pomembno temo, ki se nanaša na odprto znanost in sicer v obzorju Evropa. Dejansko je to pravzaprav samo vrh ledene gore glede tega področja in kot je bilo že prej omenjeno, v bistvu zadeve temeljijo na politikah evropske znanstvenih politikah nekako izpred skoraj 10 let, ko je pravzaprav vse države članice, tudi Republika Slovenija, pristopila k temu razvoju odprte znanosti in v bistvu že v preteklih letih pripravlja strategijo odprtega dostopa, akcijski načrt in to nadaljujemo tudi vnaprej. Namreč, zakaj se mi zdi to pomembno povedati? Gre za to, da pravzaprav tiste države, članice EU ali pa ki so eligible za prijave na obzorje Evropa, ki so na tem področju že aktivno delovale, njihovi raziskovalni inštituti ali pa tisti, kjer so vodstva pravzaprav prepoznala pomen tega področja in to spodbujala, imajo v programu Obzorje Evropa dejansko primerjalno prednost. So pravzaprav zelo zaželeni partnerji, saj lahko prispevajo k pripravi projektnih predlogov zelo zaželene in pomembne reference iz tega področja. Predstavitev sem pripravil pravzaprav na osnovi podatkov in pa gradiv Evropske komisije. Kot boste videli, je nekaj prosojnic tudi v angleškem jeziku. Enostavno gre za to, da je Obzorje Evropa program, ki se izvaja v tem jeziku, zato je zelo pomembno, da tudi obvladujemo terminologijo iz tega področja direktno, ta, ki se uporablja. In tukaj gre za področje, ki je zelo hitro se razvijajoče, tudi terminološko. Drugo je seveda to, da tudi v Sloveniji pazimo na ustrezen razvoj te terminologije, kar bom tudi sam poskušal, kjer bom le mogel razložiti zadeve čim bolj pravilno v slovenščini, seveda pa to ni sedaj glavni poudarek. Videli boste tudi, da prosojnice so nekoliko bolj bogate od tega, kar bom dejansko uspel povedati, vendar pa s ciljem, da bi vam mogoče tudi kasneje služile kot koristen pripomoček. Kar si bomo pogledali, je pravzaprav najprej razvoj politik odprte znanosti v okvirnih programih Evropske unije, potem pa odprto znanost v obzorju Evropa, bolj konkretno potem prakse na tem področju in pa evalvacijo, kot je predvidena zahteva v Model Grant Agreementu, ki jih moramo pravzaprav spoštovati in da jih tudi čim bolj razumemo in se jih zavedamo. In potem na koncu tudi, kar je že gospod prorektor omenil, platforma za objave recenziranih znanstvenih publikacij, ki jo je nekaj mesecev nazaj pravzaprav uradno lansirana Evropska komisija Open Research Europe, se mi zdi zelo pomembna, izredno dober primer dobre prakse tudi za vse druge založnike in pa potem še ena pomembna platforma, ki je pa šele v razvoju, to je Evropski oblak odprte znanosti, ki pa se že pojavlja kot pomemben in seveda treba spremljati in se pravzaprav seznanjati s tem, kar nam prinaša. Na koncu pa še koristne povezave in pa informacije. Če si pogledamo na začetku to, kar je pravzaprav nekako rdeča nit današnjih, bom rekel, dogodka, to je program Obzorje Evropa, vidimo pravzaprav, da zajema ne samo, bom rekel, Evropsko pogodbo EU, ampak tudi, bom rekel, še eno pomembno pogodbo, to je Euratom. Jaz sem namreč tudi kontaktna oseba za ta program, za določene vidike in v bistvu, čeprav so, bom rekel, drugačni dokumenti Euratoma,
Na koncu so stvari tako zorganizirali, da so za raziskovalce, ki se prijavljajo, zahteve popolnoma enake. To se pravi, izredno pomembno je torej v bistvu razumeti in se zavedati teh zahtev, na primer, ko gre za področje odprte znanosti. In če pogledamo celoten znesek tega programa, ki je nepredstavljivih 95,5 milijard evrov, vsa ta sredstva se bojo pravzaprav pretočila preko razpisov skozi sito tudi zahtev odprte znanosti. Tako da se mi zdi zelo pomembno, da ste na Univerzi v Mariboru pravzaprav prepoznali pomen tega in organizirali današnji dogodek. Kaj nam prinaša obzorje Evropa, marsikaj novega in tukaj vidite tudi krepitev odprtosti in politika odprte znanosti. In to, kar pravzaprav Evropska komisija v ta program uvaja, je pravzaprav nič drugega kot dejansko zelo kvalitetno prevedena politika, ki smo jo države članice pravzaprav vse že zdavno potrdile in sprejele v izvajanje v tem programu. In gotovo je ta program tudi spodbuda za vse pravzaprav nacionalne financerje raziskav, da se čim bolj zgledujejo in pravzaprav najboljše direktno, saj na tak način omogočajo tudi raziskovalcem na nacionalnem nivoju, da trenirajo te zahteve in se potem lahko seveda veliko bolj uspešno tudi prijavljajo. Predvsem pa gre za to, da tudi na nacionalnem nivoju podpiramo vse te prakse, ki jih lahko potem ustrezno vnovčimo tudi pri prijavi predlogov projektov. Če se pogledamo, kaj se je dogajalo glede tega v preteklosti, samo na hitro. Začetek je leta 2008 v okviru 7. okvirnega programa, ko je postal odprti dostop, bom rekel, pilotna opcija, ne obvezna. No, z obzorjem 2020 postane odprti dostop do recenziranih člankov obvezen. Raziskovalni podatki in njihova odprtnost pa še pilotno. Sredi obzorja 2020, torej leta 2017, postane odprti dostop v celoti obvezen. Tako recenzirani članki kot tudi raziskovalni podatki, vendar vam bom kasneje še povedal, kaj je vse s tem povezano. No, v obzorju Evropa se pa več ne pogovarjamo o odprtem dostopu, kjer tako bi rekel po domače mada je, ampak se pogovarjamo širše tudi o vseh drugih vidikih in zato ne govorimo več, kot bom rekel, skupni izraz odprti dostop, ampak odprta znanost. O tem več v nadaljevanju. Kar se je potrebno še zavedati, je, da se pravzaprav odprta znanost tukaj vidi skozi celotno življenjsko dobo projekta. Dodali smo torej novost, tudi da se, bom rekel, te sposobnosti konzorcija na tem področju že pri prijavi ocenjujejo. In kar ni na tej sliki, pa sem dodal, je zelo pomembno tudi, da ko se projekt zaključi, kar veliko člankov se napiše tudi, ki izhajajo iz projekta, ko je projekt že zaključen. Pač to so, bom rekel, določena dejstva, ki se jih zavedamo. In tudi po tem zaključenem projektu lahko brezplačno raziskovalci objavljajo v že prej omenjeni platformi ORE, Open Research Europe. Torej, če bodo kakšna vprašanja med mojim predstavitvijo, lahko to date ali v ta chat ali pa se prijavite k besedi. V bistvu osnova celotnega programa je ta uredba obzorja Evropa, in če greste recimo v iskalnik, date notri Open Science ali pa odprta znanost, boste našli ogromno zadetkov, kar pomeni, da je odprta znanost dejansko, bom rekel, izredno močno vgrajena v celoten ta sistem. Predvsem namensko je dan člen 14, ki govori o odprti znanosti in pove, da je odprta znanost je pristop k znanstvenemu procesu, ki temelji na odprtem sodelovanju v vsej tej širini odprtosti, orodjih in razširjanju znanja. Zlasti pa to, kar sem že prej omenil, je itak obvezno odprti dostop do znanstvenih publikacij in raziskav, odprti dostop do raziskovalnih podatkov, tudi tisti, ki so podlaga za znanstvene publikacije. In
tukaj bi rad že kar takoj povedal, da potem, ko bomo šli na ta Open Research Europe, tam se zelo splača pogledati tiste članke, ki so že objavljeni, kjer gre za to tehnologijo tudi, kako se sklicujemo recimo v referencah na te podatke, kako so te persistevni identifikatorji, ki so tukaj potrebni, da lahko te stvari najdemo. Več o tem tudi kasneje. In seveda, da so vsi ti, ker konec koncev tako publikacije kot podatki so na koncu koncev digitalni objekti in morajo biti usklajeni z načeli FAIR. FAIR pomeni findable oziroma najdljivi, accessible oziroma dosegljivi, interoperable oziroma povezljivi ali pa reusable in pa reusable ali ponovno uporabljivi in seveda moramo poskrbeti za dolgoročno hranjenje in če damo seveda v tiste repozitorije, ki kot pravi tudi program so zaupanja vredni, o tem se da še veliko povedati, potem je to nekako že po definiciji tudi zagotovljeno to dolgoročno hranjenje, vendar pa so tu še druge zadeve, ki mogoče niso toliko direktno tukaj zdajle pomembne in jih je pa na koncu treba tudi vedeti. No, stroški povezani z odprtim dostopom, z odprto znanostjo so upravičeni stroški. Več o tem bom še kasneje povedal. Zelo pomemben je tudi člen 39, ki govori o izkoriščanju in razširjanju rezultatov. Ključno sporočilo tega člena je pravzaprav, da je odgovornost na upravičencih, da poskrbijo, da obdržijo zadostne pravice intelektualne lastnine. To je ključno, se pravi, in tukaj treba biti seveda zelo previden. Če se objavlja v že prej omenjeni platformi ORE, potem tukaj ni nič za bati, po domače povedano, je vse direktno, straight forward in tudi usklajeno z vsem. Če se podajate pravzaprav v druge vode in se zelo splača preveriti pri vsaki posamezni reviji, to vam bom tudi pol kasneje pokazal, kako lahko to tudi naredimo, ali njena politika odprtega dostopa dejansko je po vsem skladu in tako naprej. Pri podatkih pač ostalo sem nekako pa že prej omenil. No, kateri dokumenti so tukaj še poleg tega pomembni? Poleg tistega delovnega programa, kjer se prijavljamo na razpis, je seveda za našem primeru pomemben tudi delovni program z splošnimi aneksi in sicer zlasti aneks D, ko gre za evalvacijo, kjer je omenjen sedaj tudi odprta znanost in pa aneks G, ki govori še o drugih zahtevah, potem bom o tem še povedal, potem predloga za pripravo projektnega predloga, ki tudi ima not že vodi prijavitelja in tudi izpostavi, kje so zadeve pomembne tudi povezavi z odprto znanostjo. Na te konkretne, sedaj aktualne dokumente sem vam kar izpisal, katere strani so to, da lažje najdete, seveda to velja pri sedanjih, bom rekel, aktualnih verzijah dokumentov, kasneje se lahko to spremeni. Podobno je tudi ta General Model Grant Agreement, ki je zelo pomemben, tudi tukaj to najdete recimo na teh straneh. Potem Grant Agreement z komentarji, izredno uporabna zadeva. Tukaj najdete tudi pojasnila, kaj so to, bom rekel, zaupanja vredni repozitoriji in tako naprej, še polno drugih stvari in pa Horizon Europe Program Guide, ki je to izredno dober pripomoček za prijavitelje in resno po moji izkušnji pač to, kar sem pregledoval, tudi kar se tiče odprte znanosti na en tak vreden način vodi prijavitelja in razloži vse te zadeve. Kaj so prakse odprte znanosti? Predvidevam, da večinoma pač o teh zadevah že nekaj veste in recimo tukaj so kot obvezne, vidite tukaj na desni odebeljeno, navedene tiste, ki so že itak bile prisotne v obzorju 2020, to sem že omenil, odprt dostop do recenziranih publikacij, do podatkov in tako naprej. Kar se tukaj pravzaprav še dodaja, so te priporočene prakse, ki pa jih absolutno, seveda, če so relevantne v vašem primeru, jih je primerno dati v projektno prijavo in se o njih pozanimati in imajo tudi svoj pomen in smisel,
kar velik pravzaprav. Recimo, če gremo na early and open sharing of research, se pravi to zgodnje deljenje, bom rekel, preregistracija, raziskave, potem zgodnje deljenje, še pred objavo članka, recimo nekih delnih rezultatov, ugotovitev, vse to je izrednega pomena. Namreč, če pogledate, da danes na določenih temah globalno, saj znanost je samo globalna, deluje veliko raziskovalnih skupin, je zelo pomembno, če recimo preko teh registracij lahko nek svoj primat pokažete, da je pa vaša raziskovalna skupina bila prva, ki je recimo imela neko ugotovitev, ki ste jo pač preko te, bom rekel, preregistracije in preko tega zgodnjega deljenja pravzaprav obelodanili in na tak način lahko pravzaprav vam to v današnjem digitalnem svetu zelo koristi. Potem sodelovanje v odprtih recenzijah, izredno pomembno, če na tem sodelujete pri naslednji prijavi, recimo v programu Obzorje Evropa, lahko tudi to kot zelo dobrodošlo referenco uporabite. Vključevanje, bom rekel, relevantnih akterjev, recimo zainteresiranih javnosti, to so lahko, ne vem, mala podjetja ali pa neki, ne vem, potrošniki, bolniki na nekem področju. Vključevanje bo tukaj tudi ocenjevano in boste dobili ustrezne točke. Če gremo naprej, o evalvaciji odprte znanosti, to je to, kar uvaja ta program na novo, se to izvaja, zdaj govorim v bistvu o drugem stebru. Prvi in tretji imajo nekaj malega razlik, ampak se pravi, ocenjuje se to v okviru kriterija excellence, kjer so spremenjeni pojmi odličnosti, to si lahko vse tudi pogledate in tudi že v tem projektnem predlogu vas zadeva zelo dobro vodi in drugo je pa v okviru kriterija quality of implementation. Če gremo tukaj si posebej pogledati pri excellence, je to znotraj metodologije in kar je pomembno, da se v bistvu obvezne prakse odprte znanosti se ocenjujejo in če niso dovolj primerno naslovljene, lahko točke tudi izgubite. Priporočene prakse odprte znanosti se prav tako ocenjujejo, vendar pa če jih recimo ne naslovite najbolj ustrezno, vam točk ne bodo zmanjšali, lahko jih pridobite, ne boste jih pa izgubili. Seveda se splača pred prijavo, bom rekel, bolj ko ste z domačimi s temi zadevami, bolj prav jih boste zapopadli in to bojo že evalvatorji hitro videli, koliko je ure po domače povedano. Do eno stran je predvidena, da opišete prakso na področju odprte znanosti, seveda gre za celoten konzorcij, in do ena stran, ki je predvidena, da opišete obvladovanje raziskovalnih podatkov oziroma obvladovanje rezultatov na projektu. No, tukaj, ko gremo za kakovost implementacije, imamo tukaj dva vsebinska sklopa, eno je sposobnost konzorcija oziroma njenih članov na tem področju, se pravi, že pretekla, bom rekel, izkušnje in pa na tem področju. Seveda to opišete, če je za sam projekt relevantno. Drugo pa je v bistvu seznam dosežkov članov oziroma konzorcija. Tukaj jih opišete do 5 teh dosežkov. To je lahko v bistvu, ali so to recenzirane publikacije, ali so to neki pomembni seti podatkov, ki so širše pomembni, mogoče nek namensko izdelan raziskovalna programska oprema za podporo nekim raziskavam, imamo tudi taka področja in podobno. Se pravi, kar je ključno, da vseh teh 5 dosežkov mora biti odprto dostopnih, mora biti usklajenih sfer, mora biti opremljeni s tem persistentnim identifikatorjem in seveda morate tudi opisati, zakaj menite, da je nek dosežek pomemben. In kot je tudi tukaj navedeno, ne omenjajte faktorjev vpliva. Če ga ne boste omenili, boste s tem
kvečjemu pridobili. Lahko ga seveda omenite, s tem boste porabili nekaj teksta in prostorov, zadeva pa ne bo relevantna. No, tu je ta predloga za prijavo za razpis za Strebr 2. Tisti, ki se boste prijavili, boste gotovo našli tudi za ostalo. Zahteva v Model Grant Agreementu se nanaša na odprt dostop do znanstvenih publikacij, raziskovalnih podatkov in drugo, to sem vam že prej nekaj omenil, so na nek način si tudi podobne. Kar sem že prej povedal, morate zadržati za dovolj pravic intelektualne lastnine, za zagotovitev odprti dostop. Tukaj bi rad povedal, da ko gre za znanstvene publikacije, ni dovolj samo, da objavite v reviji, če to ne bo ORE, Open Research Europe. Če objavite v neki reviji, ki ima odprt dostop, to ni dovolj. Obvezno morate v bistvu ta končni tekst članka po recenziji ali pa tisti tekst, ki je predviden za objavo, deponirati tudi v repozitoriju odprtega dostopa. Se pravi, tudi to mora biti, če ne, niste izpolnili teh zahtev. Potem, se pravi, direkten immediate open access, vidimo z ustreznimi odprtimi licencami, CC-BY na primer, pri daljših tekstih, kot so monografije, so možne tudi recimo CC no commercial ali pa no brez derivatov in podobno. To vsak za svoj področje se je potreba posebej še o tem. Kaj pa to? No, tukaj bi še povedal, mogoče gremo kar naprej, kaj so ti trusted repositories, se pravi zaupanja vredni repozitoriji. To boste lahko našli na primer v Annotated Grant Agreementu na strani 156, bodisi da so certificirani ali pa, mislim, da sem že prej povedal, raziskovalna skupnost pripozna in so kot primerne. Ko gre za raziskovalne podatke, je pomembno, da so usklajeni z načeli FAIR, sem jih že prej omenil, da imate načrt za ravnanje z raziskovalnimi podatki, ustrezno odprto licenco in pa tudi, če so podatki niso predvideni za odprto objavo, je še vedno za razmisliti, kaj pa metapodatki, kajti pravzaprav metapodatke še vedno je smiselno objaviti, če je le možno, in tudi to se bo tretiralo kot pozitivno. Seveda, če ne, pač ne. Zelo pomembno je, da pojasnite v bistvu, da obrazložite, zakaj na primer vaši podatki ne bojo odprto dostopni, bodo pa mogoče metapodatki, in če tudi metapodatki ne bojo, zakaj ne. Se pravi, to je tudi pomembno. Dodatne prakse, to so neki specialni vidiki, mogoče samo to, da vsak projekt mora na koncu, ko da neke rezultate, mora to biti nekako preverljivo, če je dejansko stvar raziskovalnega dela in tako, se pravi, da so te stvari odprto dostopne, to je neka zelo splošna zahteva. Drugo pa je, v primeru izrednih razmer se lahko pokaže, da so neki podatki, rezultati projekta, ki sicer niso predvideni za odprt dostop, v javnem interesu, da se jih pravzaprav uporabi še dodatno, in to pravzaprav tukaj piše. Tega smo bili deležni v povezavi s covidom, na primer, da lahko še 4 leta potem v javnem interesu so tudi podatki odprejo. Zaključil bi pravzaprav s tem, da bi samo na kratko vam omenil to platformo Open Research Europe. Že prej sem povedal, v bistvu omogoča v skladu z vsemi načeli odprte znanosti zelo napredna platforma in pa na osnovi odprtih recenzij. Članek, ki ga pošljete po tistem osnovnem pregledu, že kar objavijo, nato gre v recenzijo, odprte recenzije. Zadeva je potem objavljena dejansko tudi, če kateri recenzent na primer ne da pozitivnega mnenja, in vse, kar se dogaja okoli recenzij, lahko vidite tudi lepo. Predlagam
da si pravzaprav to pogledate na tej spletni strani in si kar ogledate, kako izgleda en tak objavljen članek. Na primer, ena stran na tem spremljajoča stran tega članka je tudi tako na New Generation Metrics, ko se pravzaprav določene metrike beležijo glede tega članka. Zadeve so, bom rekel, potekajo hitro, transparentno, imamo v bistvu pokrite vse raziskovalne discipline, vsaka ima tudi poseben znanstveni svet, ki pripravlja tudi določene guide na tem področju, ni pa zadeva obvezna, če si pogledamo, se pravi, posamezna področja imajo lahko različne vrste teh publikacij, ni nujno, da so samo te, kako se že reče, pač recenzirani članki. Že recimo po 3 mesecih delovanja je bilo že ogromno teh člankov predanih. Tukaj vidite tudi, katere vse discipline so v kakem deležu zastopane. Gotovo izredno pomembno pravzaprav izkušnja vsakega raziskovalca, če bi objavil v tej platformi. In pa Evropski oblak odprte znanosti, to je nekaj, kar bo v prihodnosti odigralo še zelo pomembno vlogo, gotovo za vsakega raziskovalca, ne samo zato, ker se danes predvsem govori za odprte podatke, ampak tudi ostalo področja, ostale publikacije ima namen pokriti. Splača se pogledati njihovo spletno stran, vendar pa je zadeva trenutno še v fazi razvoja, kar nekaj projektov teče na tem področju in zadeva bo gotovo kmalu še veliko bolj relevantna. Če si pogledamo še koristne povezave in informacije, ki sem tukaj dal, poglejte si tudi nacionalni portal odprte znanosti, to je slovenski portal, kjer imate zgoraj zelo koristne informacije, tudi vse repozitorije, ki so na voljo za odprte objave. In potem tukaj je ta aplikacija, kjer lahko preverite neko konkretno znanstveno revijo, ali v bistvu lahko je njena politika odprtega dostopa v skladu s tem, kar zahteva tudi recimo financer. Primeri repozitorijev za preregistracijo, serverji za preprint in tako naprej, tega je ogromno še na razpolago, tako da upam, da sem vas nekako spodbudil k temu, da se boste čim bolj nekako pripravili in čim bolj uspešno prijavljali tudi na tem področju. Hvala za vašo pozornost in seveda na voljo sem tudi za vsa vprašanja, če ne sedaj pa na koncu predstavitve, na koncu današnjega dogodka. Hvala lepa. Doktor Škubic, najlepša hvala za vašo zanimivo predstavitev. Če nimajo naši udeleženci nobenih vprašanj, potem predlagam, da preidemo kar na naslednjo. Doktor Andreja Umek-Venturini nam bo predstavila področje etike v obzorju Evropa. Zdaj pa trenutek. Hvala lepa. Da se midve uskladiva. Ja, da uspete mojo predstavitev. Se bova. Evo. Super, hvala lepa. Lepo pozdravljeni še z moje strani, pa hvala organizatorjem Univerzi v Mariboru, da so v Evropsko noč raziskovalcev vključili te horizontalne teme, ki pa so pomembne pri oddaji projektov v obzorju Evropa, ker imajo vedno večji pomen tudi v samem ocenjevalnem procesu. Naprej, prosim. Moja naloga danes je, da predstavim etiko, področje etike v raziskavah in predvsem v kontekstu prijavljanja na programe obzorja Evropa. Sicer sem nacionalna kontaktna oseba za Evropski raziskovalni svet, pa za digitalno področje v sklopu obzorja Evropa, tako kot je tudi že profesor Ren povedal v naši uvodni predstavitvi, pa nas prijazno pozdravil.
Torej, na hitro samo, da začnem s tole sliko obzorja Evropa, kjer pokaže strukturo vse podprograme, na katere se lahko prijavljate v prvem, drugem in tretjem stebru in sorodnih povezanih programih. Prav za vse programe, ne glede na to, na katerega se boste prijavljali, so pomembna ta etična vodila in te etični napotki, ki jih bom podala v nadaljevanju. Skratka, povsod se morate tega držati, še več pravzaprav, iste etične smernice, nekako isti principi, vodila, iste obrazce boste srečevali tudi pri drugih evropskih programih, ker so se zdaj v tem smislu poenotili. Tako recimo, če boste se prijavljali na program Digital Europe program ali pa na program recimo European Defence Fund. Če se tudi tam prijavljate, skratka, princip, odnos do etičnih raziskav, do integritete v znanosti je Evropska komisija poenotila. Naprej, prosim. Torej, etika in integriteta, namenoma sem uporabila oba izraza, ker včasih se sicer z etiko širše označujeta oba pomena, da pa poudarimo, da gre pri principih Evropske komisije za oba vidika, tako za etiko v samem raziskovalnem delu in sledenju etičnih smernic, kot tudi za zagotavljanje nekega poštenega, integritetnega odnosa pri delu na raziskovalnem področju. Torej, Evropska komisija smatra, da je etična dimenzija integralni del raziskav, mora biti od začetka, ko začnete koncipirati svojo projektno prijavo, pa do konca, ko izvajate projekt in predložite končne rezultate in končno poročilo. Zato, ker smatrajo, da samo etične raziskave vodijo res k neki trajnostni raziskovalni odličnosti, ki bi jo tudi želeli v Evropi zasledovati. In kot sem že omenila, kadar govorimo v kontekstu evropskih raziskav, obzorja Evropa, etične raziskave je tako upoštevanje etičnih principov, zakonodaje na tem področju, smernic in usmeritev, kot priznavanje nekih najvišjih standardov raziskovalne poštenosti, raziskovalne integritete, ki je predstavljena v dokumentu Europe Code of Conduct for Research Integrity. In te oba vidika, skratka etiko v celoti, da tako rečem, Evropska komisija jemlje zelo resno in tudi v kolikor ugotovi pri svojih presojah, da to ni spoštovano strani raziskovalcev ali pa da projektnih predlogih tega ni razvidno, lahko pa sprejme določene neljube ukrepe, v skrajni meri lahko vodijo tudi do prekinitev že sprejetega projekta in prekinitev financiranja. Tako da oba vidika sta zelo pomembna. Kako zdaj to poteka? To pravzaprav, tako kot ste bili navajeni, se lahko vrnemo enega še nazaj, tako kot ste bili vajeni že do zdaj v obzorju 2020, poteka znanstvena evalvacija predlogov tudi na enak način tudi tokrat za peer review sistemom in pravzaprav šele tik pred koncem zaključka evalvacije, ko se že pravzaprav ustvari prioritetna lista tistih projektnih predlogov, ki imajo dovolj visoko oceno, da bi bili upravičeni do financiranja, takrat začne samo za te potekati etična presoja oziroma etična ocena, ki je pač poimenovana za Ethics Appraisal Procedure, zaradi tega, ker Evropska komisija ne glede na znanstveno-tehnično kakovost projektnega predloga ne more financirati dejavnosti, ki ne bi sledila etičnim smernicam. Zato se ta presoja vklopi šele na koncu in samo za tiste, ki bi lahko prišli do financiranja. Pa naprej, prosim. Da bolj resno jemlje področje in etične smernice v raziskovalnem delu, je to komisija pokazala tudi s tem, da je zdaj prestavila obravnavo etike v projektnem predlogu iz tistega polja B, ki je bolj narativne narave, kjer so samo strukturirana poglavja in vi opišete, kaj boste delali, v del A, v prvi del, kjer so standardizirani obrazci, kamor opišete podatke in tu pišete tudi vaše etiko, ukolikor gre za bolj občutljive raziskave. Naprej, prosim.
Kaj je mišljeno s tem, vidite tukaj, kaj je z rdečo zdaj obkroženo, tako da je iz tega narativnega, prostega dela, ko je bilo vam nekako prepuščeno, se je zdaj to prestavlja v obrazce, v A obrazce in tu imate etični vprašalnik, kar dolg vprašalnik s precej vprašanji z različnih področji, kjer morate odgovoriti bodisi pritrdilno, bodisi nikalno, če menite, da to vprašanje ni relevantno za vaš projektni predlog. In okolikor na kateregakoli od teh vprašanj odgovorite pritrdilno, da to je relevantno, potem imate na voljo tudi prostor, da vpišete neko etično samooceno in naprej poveste, kako mislite ravnati na tem področju. Naprej, prosim. Ta sklop obrazcev A, kjer se boste srečali s tem opisom, to je 4. sklop, ki je naslovljen z Ethics and Security in tudi jaz bom imela v nadaljevanju nekaj prikazov kar originalno v angleškem jeziku, tako kot je kolega Ivan rekel, da pravzaprav vi potem to iste terminologijo srečate, ko boste šli v razpisno dokumentacijo in da ne prihaja do kakšnih dvomov. Kadar boste imeli etično občutljivo raziskovalno področje in boste pač pisali prijavo za obzorje Evropa, potem res svetujemo, da pogledate tudi tole knjižico How to complete your ethics self-assessment, ki mislim, da so jo res dobro pripravili in vas bo lepo vodila skozi projektno prijavo na tem delu in je tudi del razpisne dokumentacije, tako da je lahko dostopno. Torej, kot sem rekla, najprej imate Ethics Issue Tables v tem 4. sklopu obrazcev z vsemi temi vprašanji, kjer odgovorite z da ali ne in morate tudi z ne odgovoriti, ne smete samo preskočiti, če ni relevantno in vkolikor, kot sem rekla, kaj je relevantno, je pa treba potem to bolj podrobno opisati. Namen tega opisa je, sicer vam ne pustijo zelo veliko prostora, ampak namen tega opisa je, da vi opišete ta potencialna etična vprašanja, ki se bodo dotikala vašega raziskovalnega dela, izvajanja samih aktivnosti, ko boste predlagate, kaj boste izvajali v tem projektu, bodisi se dotaknete, če so etična vprašanja povezana s samo metodologijo vašega dela in tudi, če bi lahko izhajale neke konsekvence, ki jih je potrebno etično obravnavati iz samih rezultatov vaših raziskav. Tudi če gre za končne rezultate projekta, je potrebno, da to predstavite v tem ethics self-assessmentu. Pri tem morate pač razložiti, kako boste izpolnjevali te etične zahteve, pokazati, da tudi poznate sprejete smernice na vašem področju dela in da jih boste ustrezno naslovili, tako kot se to pričakuje. Če imate že kakšne dokumente, recimo kakšne avtorizacije ali pa dovoljenja za določeno delo v laboratoriju ali za delo s kakšnimi skupino oseb, ki so tudi bolj občutljive ali kaj podobnega, če te dokumentacijo že imate zaradi preteklih aktivnosti, potem to lahko tudi tu vpišete in napoveste in tudi poveste, če so to dovoljenja, ki imajo nek rok trajanja, do kdaj jih imate. Pri tem morate biti pozorni, ko to izpolnjujete, tudi če imate aktivnosti, če jih vodite v tretjih državah, kot mi rečemo. Se lahko vrnemo še? V tretjih državah, se pravi državah izven Evropske unije, je tudi potrebno spoštovati, če so tam kakšne dodatne ali pa drugačne smernice, morate tudi tistim slediti. Tudi to bodo pogledali, tako da v primeru, da tam del izvajate, niste prosti teh omejitev, ki sicer veljajo znotraj EU. Včasih je še več nekako pravil potrebno spoštovati, tudi to recimo, da v kakšnih državah bi lahko recimo za svojimi raziskavami škodili določenim osebam, ki nastopajo v raziskavah ali pa živalim, okolju in morate tudi zagotoviti, da do tega ne bi prišlo. Če pa recimo do vseh dovoljenj ali pa avtorizacij, ki bi jih pričakovali tekom projekta, da bi bil odobren, še nimate, ali pa ste recimo v postopku pridobivanja, včasih tudi te postopki niso tako kratki, potem napoveste, da boste ali ste že v procesu ali boste pravočasno začeli proces pridobivanja in da računate s tem, da boste imeli dovoljenje takrat, ko bo ta točka za izvajanje nastopila v projektu. Naprej, prosim. Ta vprašalnik, kot sem že
da ne dvakrat omenila, je res zelo dolg, precej vprašanje z različnih področij in tu so področja, ki jih skrbno vzame Evropska komisija pod drobnogled z vidika etičnosti izvajanja raziskav, seveda človekove pravice in zaščite človeka. Tu znotraj je področje tudi, če delate raziskave s človeškimi zarodnimi celicami, ki je pa posebej strogo regulirano in ste potem podvrženi vsem korakom znotraj etične presoje, ki jih bom v nadaljevanju razložila. Nekatere dejavnosti s človeškimi zarodnimi celicami so pa seveda v okviru EU sploh prepovedane. Potem gre za zaščito živali pa njihovega dobrega počutja, za zaščito seveda osebnih podatkov, zasebnosti ljudi, ki bi sodelovali v raziskavah, za zaščito splošnega javnega zdravja in varnosti, okolja seveda in novo je dodano tudi področje umetne inteligence, v kolikor bodi si raziskujete področje umetne inteligence, bodi si uporabljate na drugih raziskovalnih področjih orodja umetne inteligence, morajo biti ta z etičnega vidika ustrezno obravnavana in uporabljena. Naprej, prosim. Tu je zdaj tabela, kjer probam nekako na kratko in tudi sem kar uporabljala njihovo terminologijo, ker to boste srečali v njihovih obrazcih, obrazložiti, kako poteka ta etična procedura, ki se začne ob koncu, ob zaključku znanstvene oziroma tehnične presoje projektnih predlogov. Že v času, kot sem rekla, že v času projektne prijave imate ta ethics self-assessment, ki ga napišete, če je potrebno. In to je potem v bistvu ta del te dokumentacije, ko vi oddate projektno prijavo. Potem grejo projekti v ta prvi korak ethics screening, gredo pravzaprav vsi projektni predlogi, ki so oddani Evropski komisiji in ki bi jih želela financirati. In tu posebna etična komisija, ki je sestavljena iz nekaj etičnih strokovnjakov, pa tudi nekaj uradnikov strani Evropske komisije, pregleda to vašo dokumentacijo, to tabelo vprašanj, vaše odgovore in vašo obrazložitev, ki ste jo dodali, in velika večina projektov ni problematičnih in to povsem zadošča in pač gredo naprej po poti k podpisu pogodbe. Včasih se pa zgodi, da bodi si vaša razlaga jih ne prepriča povsem, ali se jim pa zdi pomanjkljiva v določenih smislih, ali pa gre za kakšna specifična področja, kot sem že omenila, recimo človeške zarodne celice, ki terjajo pa bolj poglobljeno analizo s res specializiranimi strokovnjaki, etičnimi strokovnjaki prav z tistega področja, takrat gre pa v bolj poglobljeni ta drugi korak, ethics assessment. In tukaj potem, vkolikor greste v ta drugi korak, lahko pride tudi do dogovora, da imate določene obveznosti kasneje v projektu in se te dodajo v vašo projektno pogodbo. Predvsem projekti, ki so toliko občutljivi, da so šli v ta drugi korak in prešli ta ethics assessment, ti imajo običajno potem tudi spremljanje etike v času izvajanja projekta in tako kot smo pač navajeni za to znanstven oziroma tehničen pregled ob mejnikih projekta, ob oddaji poročil ali pa finančen pregled, je potem pri tovrstnih občutljivih projektih tudi pride etični pregled na vrsto, zdaj lahko je to samo pregled vaših poročil, ki jih oddate, lahko pa pridejo tudi osebno na pregled pač na vaše mesto, kjer izvajate projektne raziskave in se z vami pogovorijo. Naprej, prosim. Pri tej proceduri, ki sem jo zdaj na kratko v teh korakih opisala, še mogoče kako pač, kaj so nekako izidi, rezultati teh posameznih faz, najprej seveda projektni predlog, ki vključuje ta vaš samo ocenitev, potem vsi predlogi, ki imajo etična vprašanja, gredo v ta screening in vi pravzaprav pridobite takrat ethics summary report oziroma neko sumarno poročilo komisije, ki vas v velikem deležu projektov oprosti vseh nadaljnjih obveznosti in pač dobite nekak clearance, da boste ravnali ustrezno oziroma nimate tako resnih vprašanj pri vašem delu. Vkolikor, kot sem že omenila, imate nekako pogojno odobritev, da niso povsem zadovoljni z vašo primarno samooceno v projektnem predlogu ali pa da so pač to bolj
bolj občutljive raziskave, greste v ta ethics assessment, kjer je ravno tako seveda izid tega pregleda zbirno končno poročilo, ki pa imamo 3 možne izide in seveda vas lahko oprostijo kakršnihkoli nadaljnjih obveznosti, so zadovoljni s temi vmesnimi pojasnili, ki jih dodate tej osnovni dokumentaciji v dialogu z njimi. To je ponavadi en tak interaktiven proces z zadolženim projektnim uradnikom, da vas pozove, kje je pomanjkljivosti ali da dodatno kaj pojasnite, vi to pač naredite v izmenjavi mnenj in velika večina projektov je potem dobito odobritev in ni potrebno nadaljnjih korakov. Pri nekaterih pa seveda je to samo pogojno, ampak želijo, da se določene aktivnosti vnesejo v projektno pogodbo, poleg tistih aktivnosti, ki ste jih vi v smislu znanstvenega dela predvideli v projektnem predlogu. Lahko vam recimo dodelijo nekega svetovalca za etiko, ki vas spremlja, ali celo mogoče svetovalno telo, ki vas spremlja na določenih točkah in bdi na tem, da boste vse korake raziskav dejansko peljali tako, kot je to tudi potrebno. To je seveda potem del pogodbe, to se doda najbolj običajno kot nov delovni paket, poleg tistih, ki jih vi v znanstvenem smislu predvidite. Običajno je to potem kar zadnji po številki, se ga doda na koncu in ima tudi standardizirano ime Ethics Requirements in tam notri se zapiše, kje vas bodo na katerih točkah pogledali, katera poročila, ob katerih momentih boste morali pripraviti, v smislu samo etičnosti vaših raziskav, oziroma če ste dolžni privzeti kakšnega svetovalca oziroma kakšno svetovalno telo. Še mečka nazaj. V zelo malih primerih, recimo, da ta interaktivni dialog se nekako ne izide, ne pojasnite zadostni meri, da bi lahko namenili vam finančna sredstva, bi se lahko zgodilo tudi, da nekak projekt na koncu vendarle ne pridobijo financiranja kljub dobrim znanstveno-tehničnim ocenam, ampak to je res, mislim, pravna možnost, če boste šli pogledat te dokumentacije, se pa jaz v mnogih letih spomnim samo 2 primera, da se je to dogodilo. Tako da ne bi vas zdaj rada prestrašila s tem postopkom, v bistvu so na tisti točki, ko so projekti ocenjeni, da so primerni za financiranje, si tudi Evropska komisija želi, da bi financirala predlagane projekte, samo imajo seveda ta zadržek, da more potekati raziskave etično ustrezno. Zato res se z vami potrudijo, to smo že imeli primere v Sloveniji in vas tudi vodijo in je to večkrat interaktivni postopek, ki pa se seveda v nekaj mesecih mora izteči. Če bi se to trajalo v nedogled, toliko časa vas ne morajo čakati s podpisom pogodbe. In tudi ravno zato je spodaj, vidite, je napisan ta helpdesk, Ethics Review Helpdesk, to je elektronski naslov, kjer so odprti za kakršnakoli vprašanja, v katerikoli fazi ste, pišete projekt, ste v pogajanju za pogodbo, skratka, res vam pač pridajo nasproti, ker želijo, da vi projekt izvajate, samo da ga izvajate seveda v skladu z etičnimi smernicami. Naprej, prosim. Še nekaj nasvetov, da vas vodi, da dejansko čim bolj gladko in tekoče in v najkrajšem možnem času izpeljete podpis pogodbe in rešite mogoče vsa odprta etična vprašanja, je to, kot sem že večkrat rekla, da res razmišljate o etiki na vašem področju, na vašem raziskovalnem projektu od samega začetka načrtovanja in priprave projektnega predloga, ker s tem avtomatično razširite tudi pogled na tematiko in to se tudi pri evalvatorjih, ko berejo, vidi in čuti, da ste se poglobili in skrbno pripravili projektni predlog z vseh vidikov, tako da se res dvigne kakovost ponavadi projektne prijave tudi na ta način. Potem morate imeti res širok pogled, seveda morate primerno zaščititi vse obravnavane v vašem projektnem predlogu, sami sebe kot vodje raziskav in seveda vaših kolegov. In to seveda terja to, da ne začnete to na koncu, ko imate že projekt povsem spisan, pa še hitro izpolnite tiste obrazce, čeprav je to samo del obrazcev, ampak da o tem res razmišljate sproti. Če ste v kakšnem dvomu, ali bi označili določeno vprašanje v tabeli etičnih vprašanj, je mogoče boljše, da ga označite kot pritrdilno in pojasnite mogoče tudi svoje dvome, da
niste sigurni, ali je to res neko kritično vprašanje ali ne, je pa malo občutljivo in skratka, pripravite svojo razlago, odvisno od področja dela. To je bolje, kot da bi preskočili tako vprašanje, pa bi komisija, ki pregleda te zadeve pri ethics screeningu, ugotovila, da ste nekaj preskočili, pa bi mogoče imeli tudi občutek, da ste želeli kaj prikriti. Ne boste mogli, ker vsi to pač se ne da na ta način preskočiti, ker, kot sem rekla, avtomatično vsi, ki imajo možnost dobiti financiranje, grejo čez etični pregled in to pogledajo. Seveda, kot se pač pripravljate na to, je dostikrat potrebno imeti tudi primerne informacije, kako se lotiti česa. Prvi vir informacij je seveda vaša ustanova, raziskovalne ustanove pogosto imajo tudi svoje etične komisije, se da z njimi pogovoriti in tudi pač na nacionalni ravni imamo specializirana telesa za posamezna področja. In mogoče je dobro, da pri etično zelo občutljivih projektih že sami v štartu, ko začnete pisati projektni predlog, razmišljate o tem, da bi vključili kakšnega svetovalca z tega etičnega področja, da vas spremlja, ali pa celo nek odbor, če gre za res problematične, z tega vidika problematična vprašanja. Še to bi pač vam položila nekako na srce, da ko pripravljate, še eno se vrnemo, ko pripravljate tale ethics self-assessment, ko vpišete samo oceno, kako boste ravnali, da se poskušate izogibati nekim generičnim stavkom, ki seveda veljajo tudi za vaš projekt, ampak za celotno področje, kot recimo, da boste, ne vem, skrbno varovali osebne podatke anketirancev, in take podobne splošne stavke, poskusite stavke formulirati res tako, da se bo videlo, da pišete za svoj projekt, za točno neko skupino ljudi, za katere podatke boste zbirali, tako da ste dejansko zelo praktično to vpišete in zelo ciljno samo za vaš projektni predlog, ne da navajate splošne smernice, to tudi ne deluje dobro pri ocenjevalcih. Zdaj pa naprej, prosim. V Sloveniji imamo 3 telesa, ki se ukvarjajo z etično presojo, vsako seveda na svojem področju, na katera se pač morate obrniti v primeru tovrstnih raziskav. To so Komisija za medicinsko etiko pri Ministrstvu za zdravje, ki je pristojna za večino biomedicinskih raziskav na človeku. Potem je Etična komisija za poskuse na živalih pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prostor, kjer gre za presojo etičnosti raziskav na živih živalih ali pa na tkivih živali, ki so bile žrtvovane za namen izvedbe raziskovalnega dela, in seveda tudi Urad informacijskega pooblaščenca za raziskovalce, ki pri svojem delu delajo z osebnimi občutljivimi podatki, ki lahko posegajo v zasebnost ljudi. Naprej, prosim. Še samo en pogled naprej, ena informacija dodatna, ker je to področje etičnosti raziskav in integritete v znanosti seveda zelo pomembno. Tega se zavedamo tudi v Sloveniji, zato smo tudi v predlog zakona o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki je danes šel v obravnavo v Državni zbor, vključili tudi, predvideli tudi pravno podlago za ustanovitev Nacionalnega sveta za etiko in integriteto v znanosti. In kolikor bo predlog zakona potrjen v Državnem zboru v tej obliki, kot smo ga predlagali z ministrstva, bo na Rektorski konferenci Republike Slovenije in na Koordinaciji samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije, da ustanovita Nacionalni svet za etiko in integriteto v znanosti, ki bo imel, jaz upam, naloge, kot so preventivno delovanje na nacionalnem nivoju, ozaveščanje, sprejemanje mnenj o mogoče vprašanjih, ki bodo bolj burila ali pa se pojavila pri določenih situacijah v državi, oziroma lahko tudi na pobudo različnih raziskovalnih organizacij, da imajo mogoče kot neko drugostopenjsko presojo ali drugo mnenje. In tudi sicer bi na različnih vprašanjih sodelovali z etičnimi komisijami na posameznih raziskovalnih organizacijah. Prav tako bi ta novi nacionalni svet predstavljal Slovenijo z tega vidika v mednarodnih omrežjih in združenjih, spodbujal bi tudi samo raziskovanje teh vprašanj, naprej razvijanje znanja na tem področju
in letno bi pripravil svoje poročilo o svojih aktivnostih, opažanjih, ki bi bilo seveda poučno tako za upravo, kot za raziskovalne organizacije, kot same raziskovalke in raziskovalce. Naprej, prosim. To so zdaj samo še nekaj spletnih koristnih povezav, kjer najdete informacije in vse te dokumente, ki sem jih tudi navedla in so del razpisnih dokumentacije, razpisov Obzorja Evropa. In naprej, prosim, samo še zadnji slajd, ponovno z mojimi kontaktnimi podatki, če boste imeli tudi kasneje kakršnokoli vprašanje za mene v zvezi s tem ali pa mogoče v zvezi z ostalimi dvemi področji mojega dela, kot sta Evropski raziskovalni svet pa digitalno področje v okviru Obzorja Evropa. Bom pa seveda ostala tako zdaj, če imate kakšno vprašanje, kot tudi po koncu, če bomo imeli splošno razpravo. Hvala lepa. Tako, hvala lepa, dr. Andrej Umek-Venturini. Če nimate vprašanj, potem predlagam, da nadaljujemo kar za naslednjo temo, ki je vključujoča znanost v Obzorju Evropa. Predstavila nam jo bo gospa Uršula Konečnik. Izvolite. Hvala za besedo. Zdaj me zanima, ali se moje prosojnice vidijo? So razvidne na vašem ekranu tudi moje prosojnice, ali imam tehnični problem pri tem? Bom poskusila še enkrat deliti. Te se ne vidijo. Aha, okej. Ja, meni ni uspelo prej. Super, super. Dela? Odlično. Ja, zdaj pa dela, lahko tako, ja. Tako je, lep pozdrav tudi z moje strani. Moje ime je Urša Konečnik. Samo trenutek še prosim, ali ostali vidite to prezentacijo? Jaz je ne vidim. Vidimo. Jaz vidim. Okej, v redu, jaz je ne vidim. Super, če vidite ostali. Izvolite. Hvala za besedo. Najprej bi se seveda zahvalila za povabilo in seveda za organizacijo tega dogodka. Tako kot moja predhodna kolega pred mano, bom tudi jaz predstavljala eno horizontalno področje, ki velja za celoten program Obzorja Evropa, se pravi za vse stebre, in je hkrati tudi ima vedno večji pomen pri samem financiranju in pri ocenjevanju teh projektnih predlogov, tako kot etika in pa odprta znanost, ki ste jo predstavljala kolega pred mano. Začela bi pa tako nekako, zakaj je to področje pomembno in zakaj je pomembno, da okrepimo naša prizadevanja na tem področju. Dejansko nekako ugotavljamo, da ne glede na napredek, ki je bil dosežen, neenakosti še vedno vztrajajo. Tukaj sem zbrala par nekih podatkov. Za vse, ki jih zanima, bi si radi o tem prebrali še več, lahko to najdete v publikaciji SheFigures in pa Era Progress Report. Se pravi, na evropskem nivoju se nekako število doktorantov je že skoraj izenačeno. Ne glede na to pa potem v vsaki stopnji višje v karieri se delež žensk zmanjša. Recimo na najvišjih položajih akademije, to so te profesorska mesta, je povprečno v Evropi okrog 26% žensk. Zelo problematičen je dejansko delež žensk med inovatorji, ker je samo približno 10% žensk. Potem ugotavljajo tudi, da so ženske manj uspešne pri pridobivanju financiranja, potem tudi so premalo zastopane na nekih odločevalskih položajih, se pravi na vodilnih položajih. Recimo za Slovenijo, tako kot tudi Evropi, je razvin tako imenovani tale škarjasti diagram, pri kateri vidimo, da se niža delež žensk na vsaki višji posamezni stopnji v akademski raziskovalni karieri. Recimo medtem ko pri diplomantih prve, druge, tretje stopnje ženske prevladuje, recimo ta delež je v Sloveniji, mislim, da smo na 3. mestu v Evropi, se pravi zelo visok in so ženske, delež žensk je že večji kot delež moških. Pa potem do rednih profesoric, ki jih je samo 32%,
in v zadnjih letih se je ta delež zelo počasi spreminja, tako da vidimo, da so nekako te neenakosti globoko zasidrane in so del neke tako znotraj raziskovalno-inovacijske sfere, kot tudi širše v družbi in so te spremembe nekako prepočasne. Potem lahko tudi opazimo, ko vidimo sestavo oseb z doktoratov po recimo posameznih znanstvenih vedah, da jih je veliko na družboslovju, humanistiki, medtem ko recimo računalniška informatika pač delež ženske zelo, zelo nizek. Zdaj bi čisto na kratko se dotaknili tudi nekaj političnega pravnega okvirja, nekega širšega okvirja in kaj so novosti v zadnjem obdobju. Se pravi, pomembno je tukaj izpostaviti zavezo Evropske unije za okrepitev vseh horizontalnih vsebin znotraj obzorja Evropa, se pravi, to sta na nek način predstavila tudi kolega Ivan in Andreja v okviru etike in odprte znanosti. Sta pa dva pomembna dokumenta tukaj in sicer Gender Equality Strategy, ki je bila sprejeta marca 2020 in pa dokument Evropske unije New Era for Research and Innovation 30. septembra. Tukaj oba dokumenta so nekako postavili enako spolov na tako kot eno pomembno politično prioriteto. In sicer dokument New Era for Research and Innovation, znotraj tega vidimo, da je pač neka zaveza podpora trajnostnim strukturnim kulturnim spremembam raziskovalnih organizacij, potem prioriteta tudi ukrepitev razpoložljivega bazena ženskih talentov na področju raziskav, sodelovanje z drugimi strategijami, povečanje udeležbe žensk na področju s tem, okrepljeno njihovo sodelovanje podjetništvo, predvsem pa so tu nekako prišli v ospredje ta akcijski načrti za enakost spolov na institucijah, ki so pogoj pri prijavah na razpise okvirnega programa. Znotraj teh načrtov pa so dejansko tudi bodo institucije spodbudene, da celostno naslovijo te raznolikosti in med ukrepe recimo vključijo tudi druge družbene kategorije, se pravi neke presečne dejavnike, na primer rasa, posebne potrebe in tako naprej. Da pa bo neka terminologija jasna, je potrebno tukaj tudi izpostaviti, da v bistvu spol je lahko kot biološka kategorija, se pravi angleško seks, medtem ko lahko spol kot gender je predvsem lahko se nanaša na družbeno-kulturne norme, ki pa skupaj oblikujejo, določajo, kaj je ženstveno in kaj je moško obnašanje in so zelo kompleksni in se s časom spreminjajo. Medtem ko presečni dejavniki so pa lahko recimo rasa, starost, družbeni, ekonomski status, spolna usmerjenost, posebne potrebe. Se pravi, vse te kategorije določajo neko izkušnjo posameznika ali posamezne skupine in nekako določajo tudi njihove družbene priložnosti in posledično lahko vplivajo na neke oblike diskriminacije ali pa neenakosti. Se pravi, v okviru novega okvirnega programa so jasni cilji na področju enakosti spolov in sicer povečati število žensk, ki sodelujejo v teh raziskovalno-inovacijskih programov. Pomemben cilj je tudi okrepiti integracijo dimenzije spola v raziskovalno-inovacijskih projektih, potem nasloviti sistemske strukturne spremembe na institucijah, sem spadajo pač te načrti za enakost spolov, razširiti politiki tudi na druga področja, kjer obstaja potencial za diskriminacijo, to sem tudi malo prej terminološko bolj pojasnila, in pa povečati aktivnosti in sodelovanje v podporo raziskovalnim organizacijam. Tako da v bistvu ključne novosti pač ustrezna integracija dimenzije spola v vsebinah, se pravi v novem okvirnem programu je na tem še večji poudarek in se zahteva skozi celoten okvirni program, seveda, kjer je relevantno. Potem nov pogoj za prijavo na razpise je ta tako imenovani načrt za enakost spolov, ki ga morajo pripraviti vse javne institucije, tako raziskovalne, visokošolske organizacije, v podporo nekim strukturnim spremembam na institucijah. Potem bo namenjeno tudi posebno financiranje podpori pripravi teh načrtov enakosti spola v okviru programa, horizontalnega programa stebra Widening Participation.
Potem bo posebno financiranje bo namenjeno študijam spola in presečnem raziskovanju, še posebej v okviru drugega stebra, v okviru Gorozija Culture, Creative, Inclusive Society. Potem posebne aktivnosti v podporo enakosti spolov so predvideni tudi v okviru inovacijskega dela, se pravi recimo določene kvote v svetovalnih telesih, potem posebne nagrade za ženske inovatorke, potem posebne iniciative podporo startupom, ki jih vodijo ženske in podobno. Pozornost pa bo zagotovo usmerjen tudi na uravnoteženosti evalvacijskih panelov, velik poudarek je bil že na tem do sedaj. In pa seveda uravnotežena sestava raziskovalcev, samih raziskovalcev v teh projektih. Se pravi, tukaj nek povzetek, se pravi, načrti za enakost spolov so dejansko pogoji za prijavo. Podrobneje bom to v naslednjih prosojnicah predstavila, potem integracija, dimenzija spola, vsebino raziskav, je sam kriterij, ko se ocenjuje kategorija odličnosti raziskovanja, in pa uravnotežena sestava raziskovalnih skupin je nek kriterij pri končnem ocenjevanju, se pravi v primeru, če sta dva projekta ocenjena z istim številom točk. Se pravi, te horizontalni kriteriji imajo vedno večji vpliv tudi na samo ocenjevanje in so vedno pomembnejši. Se pravi, načrti za enakost spolov. Načrti za enakost spolov verjetno ste že vsi na vseh institucijah, nekako se seznanili z informacijo, da je to nov pogoj za prijavo na razpise Obzorja Evropa, kar kaže neko resno zavezo k izboljšanjem stanju. Komisija je ta načrt za enakost spolov do zdaj že podpirala z raznimi namenskimi razpisi in podpirala mreženje institucij na tem področju. V novem okvirnem programu pa želijo vso to znanje nekako združiti, nadgraditi, uporabiti tudi v okviru tega novega pogoja, se pravi, ki bo veljal za vse javne institucije držav članic, pridruženih članic, visokošolske raziskovalne organizacije. Tako, ker pa v bistvu priprava tega načrta zagotovo pač verjetno veste, zahteva veliko časa in tudi določene resurse, je komisija omogočila neko prehodno obdobje, ki se pa počasi že izteka, se pravi, v letu 2021 še ta zahteva ni bila zahtevana, medtem to se bo začelo uradno zahtevati v razpisih od leta 2022 naprej. Se pravi, v prijavi bo zahtevana samo neka izjava o tem na podlagi priloženega vprašalnika, ne bo potrebno dajati celotnega dokumenta, pomembno pa je poudariti tudi to, da je lahko ta načrt enakosti spolov lahko tudi del nekega drugega krovne strategije institucije, se pravi, ni potrebno, da je to nek ločen dokument. Glede nadzora in preverjanja skladnosti, to se bo seveda preverjalo, sicer začetni koraki še naključno, in če se bo izkazalo, da načrt ni skladen oziroma nima minimalnih zahtev, ne izpolnjuje, pomeni, da bo institucija imela neko določeno obdobje, predvidoma 6 mesecev časa, da odpravi ta neskladja, sicer v projektu na žalost ne bo mogla nadaljevati. Zdaj, kaj je pomembno pri teh načrtih? Za vsako institucijo mora biti seveda skladne z nacionalnim zakonodajnim okvirjem in zahtevami in pa relevanten, se pravi, prilagojen za vsako institucijo. To ni neka stvar, ki bi lahko samo copy-paste, se pravi, uporabili nek splošni načrt in ga uporabili na svoje institucije, ampak mora biti prilagojen za vsako institucijo. Tudi v okviru misije, zgodovine, konteksta posamezne institucije. Pomembno je v prvem koraku seveda določiti pristojnosti in odgovornosti in začeti z neko analizo, pregledom podatkov in kot tudi obstoječih pravilnikov praks. Potem na podlagi tega je pomembno jasno opredeliti, kje so problemi, kakšni so naši cilji in pa s kakšnimi ukrepi bomo te probleme naslovili. V pripravo je dobro vključiti, se pravi, celotno organizacijo, tako vodilne kot tudi recimo študente, raziskovalce, in pa predvideti nek nadzor nad uresničevanjem, najbolje kot del nekega stalnega evalvacijskega procesa inštitucije.
Zdaj, osnovne procesne zahteve, to verjetno ne veste, že veste, ampak sem vseeno tukaj dodala, bom na kratko predstavila, se pravi, to mora biti javen dokument, uraden in podpisan s strani vodilnih, objavljen in promoviran, razširjen, distribuiran po instituciji sami. Zato mora biti predvidena namenska sredstva, predvsem za ekspertno znanje, za komisije, delovanje komisije in tako podobno. V okviru se upravičujem. V okviru teh načrta mora biti tudi predvideno zbiranje podatkov in nadzor in neko letno poročanje, seveda pa pomemben vidik tudi usposabljanje, izobraževanje, se pravi, da se vključi celotno organizacijo in da se tudi ustrezno v okviru tega naslovi neke možne podzavestne pristranskosti. Zdaj, kar se tiče osnovnih gradnikov, ki seveda vsi vplivajo ene na drugega, je pač treba nasloviti v okviru teh načrtov, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja znotraj organizacijske kulture, uravnoteženo zastopanost spolov na vodilnih in odločevalskih položajih, enake možnosti spolov pri zaposlovanju in kariernem napredovanju, upoštevanje dimenzije spola v vsebini raziskav in poučevanja, in pa seveda ukrepi za preprečevanje nasilja na podlagi spolov, vključno z spolnim nadlegovanjem. To so ti neki osnovni gradniki, ki so zahtevani. Zdaj, to je nek primer, kako to izgleda, se pravi, v sami prijavi bo morala institucija pač označiti, a izpolnjuje te zahteve ali ne, se pravi, pritrditi, zanikati in potem tudi se bo to kasneje naključno lahko preverja. Zdaj, obstaja veliko podpore tudi institucijami pri pripravi teh načrtov, kot sem omenila prej, dejansko ta podpora traja že več kot 10 let v okviru financiranja in razpisov okvirnega programa, se pravi tudi Horizont 2020 je imel veliko teh namenskih razpisov, kateri je sodelovalo več kot 200 organizacij in 30 raziskovalnih projektov. Hkrati je nekako komisija nudila tudi ostale podporne iniciative od izobraževanja, usmeritev, izmenjavi dobrih praks, mreženja. Dodatne informacije si instituti lahko poiščejo tudi v okviru aktualnih projektov ACT, Gender Equality Academy, Casper, Gender Action, tudi slovenske institucije trenutno sodelujejo v par teh projektih, v okviru enega se je tudi ustvarila neka skupno za izmenjavo praks, se pravi skupina ALTG, ki pač v bistvu nekako na nek način koordinatorka je Jovana Mihajlović-Trbovc z SRC SAZU institucije in v okviru te skupine nekako nudijo neko izmenjavo znanja, izkušenj in neko mreženje vsem oziroma ekspertov, ki so nekako zadolženi za pripravo na teh načrtov na svojih institucijah. Potem predvideno še vzpostavitev neke podporne te evropske institucije v podporo priprave akcijskih načrtov, vzpostavitev tudi mreže nacionalnih kontaktnih točk. Posebej bi pa izpostavila tudi ta GER tool. Ta GER tool je pa zelo tako fajn orodje, ki je bilo razvito v okviru enega projekta in tukaj lahko najdete vse informacije za pripravo načrtov, se pravi po korakih, primere dobrih praks, potem tudi možnosti mreženja, se pravi, kako začeti s pripravo, kako pripraviti analizo, sama implementacija, kako pripraviti nadzor in evalvacijo, dodatno tudi informacije, kdo naj bi sodeloval pri pripravi teh načrtov, ovire, s katerimi se institucije lahko soočajo in je res ena taka fajna baza vseh informacij za institucije pri pripravi teh načrtov, seveda veliko pomoč. Zdaj, druga zadeva, poleg teh načrtov, pa je seveda integracija, dimenzija spola v samo vsebino raziskav, se pravi dimenzija spola, tako seks kot spol, biološki spol, kot tudi gender, se pravi družbeni spol. Tukaj imate v prijavni obrazcu, imate vprašanje, se pravi, morate posebej opisati, kako ste vključili to dimenzijo, seveda, če ni to relevantno za vaš projekt, tudi v tem primeru morate to posebej utemeljiti. In kasneje se bo dejansko to ocenjuje kot kriterij odličnosti, se pravi pri metodologiji, ali ste
ustrezno upoštevali dimenzijo spola pri vsebini raziskovalnega projekta. Se pravi, zadeve imajo vedno večji vpliv tudi na samo ocenjevanje. Zakaj pa je to dobro? V bistvu, predvsem je neka dodana vrednost raziskavam in razvoja z vidika odličnosti, kreativnosti, novih poslovnih priložnosti, spodbuja neko samospraševanje glede norm in stereotipov ter razmislek glede nekih uveljavljenih standardov, nekih uveljavljenih referenčnih modelov, nudi neko poglobljeno razumevanje potreb, stališč, obnašanja vseh ljudi. Rezultati so lahko storitve ali nove dobrine, ki bolje naslavljajo potrebe vseh ljudi in na tak način se ukrepi, kar je zelo pomembno, tudi družbena relevanca raziskovanja in pa inoviranja. Zdaj, tukaj sem dala par vprašanj tako za naše samo spraševanje, v bistvu na podlagi katere vidimo to relevanco, vključitve dimenzija spola. Recimo, zakaj opažamo različne stopnje okuženosti, smrtnosti pri moških in ženskah pri pandemiji COVID-19. Potem, ali je smiselno, da se proučuje posamezne bolezni, na primer samo na moški populaciji. Tukaj je en primer srčno-žilnih bolezni. Ali je smiselno, da se razvije varnostna oprema v avtih samo na standardu moškega telesa. Potem, da se razvije umetna inteligenca na podlagi podatkov, ki so lahko pristranski. Pomemben učinek ima tudi recimo globalno segrevanje, lahko ima drugačen učinek recimo na žensko oziroma populacijo samic in populacijo samcev. Potem kot zanimivost, ali ste vedeli recimo, da vloge identiteta vplivata drugače na percepcijo bolečine, pa sistem za prepoznavanje obrazov dejansko bolj učinkovito deluje na moških obrazih kot na ženski in pa bolje na svetli polti kot na temni. To so vse neke taki dejavniki, se pravi, ki si jih treba nekako vprašati že v sami zasnovi raziskovalnega projekta, ki pa se bo kasneje seveda tudi ocenjevalo v okviru odličnosti. Zdaj tukaj lahko glede te integracije dimenzije spola lahko dobite dodatne informacije v okviru teh različnih poročil Evropske komisije, predvsem ta Gender Innovation, to je že drugo poročilo, ki dejansko daje točno primere, nekako vodi, na kakšen način si ta vprašanja vprašati, katera vprašanja si sploh moraš vprašati, da je pač tale relevanca, družbena relevanca vašega projekta najbolj. Se pravi, tukaj potem posebno ekspertna skupina poročilo glede vpliva na seks in se pravi na spol v okviru pandemije in pa vpliv, se pravi spol in podzavestna pristranskost v okviru umetne inteligence in razvoja umetne inteligence. Zdaj, kar se tiče enakosti spolov v sestavi raziskovalnih skupin, mislim, da je to dosti jasno, kaj se tukaj zahteva. Se pravi, je pa pomembno poudariti, da pač pri predlogih, ki bojo ocenjeni z istim številom točk, se bo dejansko ocenjevala tudi uravnoteženost sestave raziskovalne skupine in možnost pa poleg drugih dejavnikov tudi to. In lahko potem to kasneje vpliva, da bo pač en projekt se uvrstil v financiranje, drug pa ne. Tako da je tudi pomemben vidik. Zdaj, da bom zaključila še par teh uporabnih povezav, se pravi, pomemben recimo super taka hitra informacija je ta fact sheet on gender equality, to lahko najdete na tej povezavi, tako je tukaj čist tak pregled vseh novosti v okviru obzorja Evropa na 3 straneh, tako da to je tiste za prve informacije. Potem pa za vse te politične iniciative, dokumente, druge strateške dokumente predlagam, da greste na stran Gender Equality in Research and Innovation, to je policy page, potem pa za konec še te naše informacije, naša spletna stran ministrstva in pa portal za se določi obzorje Evropa, tako tole splošno. Tako da jaz bi s tem zaključila. Najlepša hvala za vašo pozornost
Če pa so kakšna, no upam, da sem pomagala komu, da bo mogoče razmišljal tudi o tem horizontalnem vidiku in bo tako izboljšal svojo prijavo in tudi uspešnost prijave. Tako da najlepša hvala, če so pa kakšne vprašanja, pa z veseljem odgovorim.